gospod Mrše. Letošnji 12. dnevi energetikov imajo naziv Energetika na razvojnem prelomu. Pa me zanima, kako ocenjujete pomen tovrstnih konferenc za energetske menedžerje in vse ostale, ki delujejo na področju energije in energetike? Mislim, da ima konferenca velik pomen. Že od vsega začetka je nastala prav iz želje pripraviti dogodek, ki bo povezal energetske menedžerje, skratka omogočiti njihovo izpopolnjevanje, nuditi jim dodatna znanja, dodatne informacije, ki so potrebne za njihovo delo, hkrati pa mogoče tudi druženje in izmenjavo dobrih praks in znanj, tako da mislim, da ta tradicija zdaj že 12 leto teče in da se je dejansko dogodek prijel in je zaželen tako med menedžerji kot tudi ostalimi udeleženci, ki ponujajo storitve na energetskem trgu. Torej, danes smo veliko poslušali o obnovljivih virih energije, o učinkoviti rabi energije. Kje je Slovenija glede na ostale evropske države na tem področju? Glede učinkovite rabe energije, jaz mislim, da smo nekje na začetku, gotovo pred marsikatero drugo državo članico, ampak gotovo še marsikaj imamo za postoriti, tako da v tem pogledu sigurno izzivov ne manjka. Na področju obnovljivih virov smo sigurno nekje v zgornji polovici Evropske unije, kar se tiče predvsem pri proizvodnji električne energije, pri porabi obnovljivih virov za ogrevanje in ostale namene, pa enako mislim, da imamo še veliko potencialov in priložnosti, ki jih lahko izkoristimo. Pri vseh naštetih nalogah je gotovo ena od ključnih vlog tista, ki jo opravlja energetski menedžer. Kot smo danes slišali, naj bi letno energetski menedžer stal podjetje nekje 35.000 evrov, če sem si prav zapomnila. Pa me zanima, kako je z uvajanjem te funkcije v slovenskih podjetjih. Kot smo slišali, nekatera jih imajo, nekatera ne. Kako pa je v bistvu na splošno s tem? Značilno je nekje, da večja podjetja, kjer energija predstavlja večji strošek, lahko rečemo, da te zaposlene že imajo, skratka, da energetski menedžerji že delujejo, medtem ko pri srednjih in manjših podjetjih pa je to zelo odvisno od zavedanja same problematike in tam pa je stanje bistveno slabše. Kot ste omenili, strošek energetskega menedžerja v nekem srednjem večjem podjetju sigurno je bistveno manjši kot pa prihranek ali pa učinek, ki ga tak energetski menedžer s kvalitetnim delom prinese k podjetju. Prihranki so gotovo lahko nekajkrat večji.